Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes nas čaka ena B2B tema in sicer Account-Based Marketing, oziroma skrajšano ABM. In danes že drugič z nama najna sodelavka in prijateljica Darja. Darja, dobrodošla. Hvala, Andrej. Zdaj, predstavila sva te že v 3. epizodi, kjer smo govorili o zvestobi strank, tako da, če vas zanima več o Darji, si pogledajte tam ali pa na njenem LinkedInu. Danes gremo pa kar direktno v temo in sicer ABM. Zakaj bi nas mogli to zanimati? Zakaj ABM? Ok, jaz sem zbral tako, kot običajno, nekaj statističnih podatkov. Zdaj tukaj gre za večja podjetja, to je en tak poudarek. Zdaj, 75% tržnikov pravi, da ABM izboljšuje odnose s ključnimi strankami. 21% recimo podjetij z uspešnimi ABM strategijami poroča o višjih povprečnih vrednostih poslih, se pravi pa average order value, a 87% tržnikov pa trdi, da ABM zagotavlja višjo donosnost naložbe, se pravi boljši ROI, kot pa če to delaš z običajnimi marketinškimi dejavnostmi. Zdaj, to bom tele linke podelil v komentar od spodaj, tako da Darja, ti še na začetku kaj dodala o ABM oziroma ga opisala z enim stavkom? Ja, lahko. Se pravi, oziroma težko ga bom z enim stavkom, ampak se bom potrudila. Se pravi, meni se zdi, da je ABM neka taka strategija, ki upošteva vso to idejo, kako so prodajniki že nekdaj prodajali, ne? V B2B so prodajniki že nekdaj se osredotočali na določene stranke, ki so jim bile najbolj zanimive, zdelo se jim, da so najboljši fit za njih. In to je ta account base, ne account kot podjetje, account base osredotoča se na določen izbor podjetja. Ne. K temu smo pa dodali še to besedico marketing, zaradi tega, ker danes nam pač tehnologija, pa ne danes že kar nekaj let, omogoča, da mi avtomatiziramo marsikatero komunikacijo. Ne. Se pravi, nekoč so prodajniki mogli, 10-krat poklicati, da so prišli od 0 kontakta z enim do tega, da evo, zdaj pa imaš prvi sestanek. Ne. Danes lahko pa veliko teh umestnih korakov avtomatiziramo. Ne. Se pravi, account-based marketing je neka strategija, nek tržno-prodajni pristop, kjer se mi osredotočamo na točno določen izbor podjetij, nagovarjamo jih pa zelo personalizirano, tako kot se prodajniki že itak trudijo, tako da nagovorijo neke bolečine teh strank in osnovna tehnika je pa, da je marsikaj avtomatizirano. Cool, ok. Preden gremo čisto na temo, še vprašanja naših poslušalcev. Če se vam porodi kakršnokoli vprašanje vmes, prodix.com/vprašaj, pa nas tam lahko vprašate. Gorazd, danes so zbrali eno vprašanje, ki je v stilu najne B2B teme. In sicer nam je Lauro poslal vprašanje, zakaj bi v mojem podjetju, kjer smo 4 prodajalci, ki imamo vsak svoj segment strank, rabili CRM sistem. Torej neko manjšo podjetje, pa očitno so stranke posegmentirane, torej ne vem, si predstavljam, da ne sodelujejo na priložnostih ali pa pri prodaji, ne? Ampak vse, imajo neki 4 prodajalce, ki se morajo z nekim poslom ukvarjati, pa zdaj, če rečeva, da je tle malo dvoma o tem, zakaj bi sploh rabil CRM, ne, očitno dobro delajo. Tle je mogoče, Lauro, hvala za vprašanje. No. Izhajajo iz tega vidika, ne. Danes, ko imaš vse v nekem Excelu, recimo, da vodiš, ali pa malo v glavi, malo imaš v telefonu shranjen, koga si poklical, koga nisi poklical, nimaš nekega taga pregleda nad celotno svojo prodajo. Se pravi, kjer so pa tiste stvari, ali pa aktivnosti, ki jih moraš na posameznem kontaktu, priložnosti delati. In to je nek sistem, ki bi noter, tudi če vsak dela v svojem segmentu strank, lahko zabeležil, temu sem danes poslal ponudbo, pa je odprl, zdaj, ko je odprl, vem, da moram njega prej poklicati, kakor pa tizga, ki ni nič naredil, in imaš neke prioritete. Na drugi strani bi lahko, recimo, če je Lauro vodja teh prodajalcev, tudi videl, kaj se dogaja, koliko imajo nekih priložnosti. Mogoče bi lahko kakšen tudi od drugih imel kakšno idejo, čeprav je vsak na svojem segmentu strank, pa bi kaj naredil. Hkrati pa se dogaja v tem svetu, da prodajalci so kar iskani, da se Lauro tu lahko zgodi, da nekdo reče, da je mes konkurenci, ne? In zdaj, dokler imaš to v nekih Excelih, pa v telefonskih imenikih, tako to tudi hitro odneseš konkurenci. Sej, pustimo, kaj je napisano, pa kaj ne. Tako da, če pa imaš v nekem sistemu to shranjeno, recimo v nekem CRM-ju, lahko prvič nadaljuješ od tam, ker je recimo eden od prodajalcev zaključil, pa hitro vidiš, kaj se je dogovarjal, kje greš naprej.
Hkrati pa si tudi zagotoviš, da ko boš novega pripeljal, ga boš veliko lažje onboardal, ko boš imel neke procese ustaljene in mogoče ne boš, ker vemo, fluktuacija je vedno večja, ne boš porabil četrtine, recimo, da 2 leti nekdo pri tebi prodaja, četrtine tega časa, da ga boš učil, pa boš lahko to zmanjšal. Pa še danes prodajalci, recimo, da malo hodijo po terenu, lahko bi to vse v en sistem vnašali, ali bi se pa naprej, recimo, da pol nekaj izvedejo, recimo, da obstaja še nek delivery ali pa da je zadnja neka proizvodna, bi še hitreje to naročilo pa spravo do tja noter, ima še to neko hibridno delovno okolje. Zdaj bolj bi mogla poznati v točnem kateri panogi, tako da Lovro, če te kaj bolj konkretno še zanima, nam lahko še dodatno napišeš malo več stvari, pa se lahko pogovorimo bolj o konkretnem primeru. Hvala. Zdaj prejšnjica rekla, da kdorkoli nam postavi vprašanje, ki ga zberemo, dobi majčko, tako da Lovro tu bo tudi pisala za majčko raztezanja, oziroma se dogovorimo za kakšno velikost rab. Enako velja za vas, torej frodix.com/vprašaj, če odgovorijo na vaše vprašanje, podeliva tudi merch. Zdaj pa, kaj je IBM in kako se IBM razlikuje od tradicionalnega marketinga? Ja, jaz sem danes na mestu definicije želel to, mislim, Darja je že povedala, kaj je IBM. Ja, že povedala, jaz sem danes hotel malo iti v te morske vode, ribištvo pa to. Ti si mi tudi pošeral en tak fajn link, no pa zadnje čase bral, kako bi to lahko ljudem čim bolj plastično pojasnil. In se je kakaj, se ta ribištvo je res ena taka zanimiva tema, ne? Ko greš... Vsi poznamo. In vsem nam je zanimiva. Vsi lovimo z mrežami, tako, ja. No, ampak si predstavljaš, vržeš neke mreže in pol malo potegneš še po morskem dnu in si dobil 40% nečesa, kar niti nisi hotel uloviti, se pravi nekih smeti, nekih rib, ki so neuporabne, ki jih ne moreš v komercialne namene naprej uporabiti, se pravi, nič jih ne moreš predelati in si predstavljaš, da to je marketing je te ribe na lovu, pa imaš pa prodajalca in zdaj tako imaš 40% izmeta in zdaj prijemo tega, da prodajalci rečejo, marketing mi sam voz neke take lide neuporabne in tako naprej. To je bil zdaj ta outbound marketing, ne? To je bil klasični marketing, tako, ja, ta. Kako si rekel? Outbound. Mislim, kot nasprotje od inbound. Klasični, ja. Klasični. No, tudi inbound je tak marketing. Inbound bi ti mogel bolj kvalificirane rilde generirati, ne? Samo se en ti, pripravaš vsebine, jih vržeš zelo široko in noter uloviš ta prave in malune, ki so prišli samo malo pogledati, študenta, ki so malo raziskovali, ne, a veš. Ok, manj bo smeti pri inboundu kot pri čist klasičnem oglaševanju. Tako je, malo manjša mreža, bolj veš, kam iti po ciple v Piranski zaliv, ampak ni pa una ta velika, ki jo vržeš, ki še pod dno pobrala, da ni nekih stvari. No, ampak gremo zdaj na IBM. Ena zelo taka dobra primerjava je muharjenje ali pa, če je bilo tisto, da vržeš pa kogarkoli loviš, si tle zbereš točen, kakšne ribe želiš loviti, se pravi, in tip ribe ti definira pol tudi, kakšno ribiško palco boš rabil, kakšno vabo boš rabil, v katerem obdobju leta moraš iti ti loviti, da tam ne bo nekih drugih smeti, ki bi slučajno pa drugih tipov rib, ki bi prijemali na te vabe in greš točen tam, pač točen veš odmerjene, kjere ribe želiš. Recimo, ne vem, tako se lovi losose na točen določenem delu, ki se pridejo, ne vem, v sladke, med ladno pa sladko vodo in greš točen v določenem obdobju, se lovi največje losose z določenimi vabami, ki so prav za to namenjene. In mislim, da to je ta recimo 10 e-mailov sem poslal, ampak tistim ta pravim strankam, ki vem, da so fit za moj produkt, nisem pa poslal 1000 mailov nekim infomailom, ki sem upal, da bo kdo zanimiv. A sem jaz to zdaj to tako plastično po nazoru, Darja, to boš ti zdaj jih lahko malo bolj... Ja, mislim, da si zelo simpatično ponazoril, kaj je razlika, se pravi, med tem nekim klasičnim marketingom pa account-based marketingom, pa če sam isto povem z nekimi drugimi, ne, kako bi zdaj to v praksi izgledali. Pač, v inboundu res pripravljaš vsebine in privabljaš ljudi k sebi, potem jih identificiraš, potem pa od teh identificiraš, iščeš, kjere so pa zdaj zame dejansko potencialne stranke, z njimi probaš zgraditi nek odnos, jih prepričati v nek nakup. Medtem, ko pri account-based marketingu pač začneš na drugi strani, začneš tam, kjer hočeš končati, rečeš, take stranke hočem, si narediš, ne vem,
idealni profil stranke, ideal customer profile po angliško. In od tam pol razmišljaš naprej, ok, to je tako podjetje hočem. Zdaj pa take ljudi moram nagovoriti, ker za odločitev za moj produkt pač mora sodelovati, ne vem, prodaja, pa vedno je nek nabavnik zraven, pa mogoče še nek drug profil. Ok, to so te ljudje. Zdaj pa, kaj so njihove bolečine? Od nabavnika ali pa nekega finančnika so sigurno čist drugačne kot za prodajnika, se pravi, moram pripraviti še neko vsebino, ki je sicer morda podobna, ampak vsakega moram nagovoriti glede na pač nek njegov vidik na ta isti problem. Ali pa... In še razmisliti moram, kako bom pa zdaj prišel do vseh teh deležnikov v odločitvi, torej kako bom zdaj nagovoril enega, drugega, tretjega, ima mogoče dostop do kakšnega tega človeka in tako naprej. In potem nekako moraš na koncu še to narediti, jih kontaktirati, dejansko negovati odnos naprej. A ne? Se pravi, prideš, veliko kasneje prideš do tega, da imaš zdaj pa vsebino, zdaj jo pa nekomu plasiraš, medtem ko tam začne z vsebino, pa tisti ljudje, ki pridejo pol ožaš. A ne? Ok. Dajmo to temo kar nadaljevati. Torej, mi imamo nekako opredeljene korake, kako se skupaj z našo stranko lotimo account-based marketinga, pa mogoče, če našteješ najprej te korake, pa gremo pa vsega malo razdelati, pa ugotoviti. Ja, ponavadi se začne s tem, da uskladimo, kdo bo se pravi delal na temu pristopu, a ne vsem sodelujemo s podjetji, ki imajo več ljudi ponavadi v marketingu pa prodaji, pa meni se zdi zelo smiselno, da mogoče začnemo na enem produktni skupini ali pa produktu, se pravi, treba uskladiti, ok, iz marketinga tale, pa teli prodajniki ali pa tale prodajnik, uskladiti neko ekipo. Potem je treba določiti, koga bomo nagovarjali, podjetja, potem je treba določiti, katere ljudi, pač kdo so deležniki v odločitvi, potem je treba sestaviti nek načrt, kakšne vsebine na kakšen način plasirati, pa je pa že čisto izvedba, pa je pa treba vsakega od teh ljudi kontaktirati, negovati odnos z njimi, tako da to bi bili te nekako koraki. Ok, najprej si rekla, torej, dogovoriti, kdo bo delal na tem, torej, kako izberemo prave ljudi? Ne vem, koliko imamo mi zdaj pri tem veliko odločitve, a ne, ali pa vpliva. Jaz mislim, da pravi ljudje so tisti, ki so prepoznali v temu pristopu, a ne, imajo nekako voljo in upanje, da bojo s tem dosegali neke rezultate in so pripravljeni to delati. Pravi ljudje so tisti, ki bojo rekli, ja, daj, jaz bom naredil to, ti boš pa naredil to in skupaj bova prišla do tega cilja, ne pa mogoče tisti skeptiki, tisti ciniki, tisti, ki so že tako, kvaj to zdaj nek account-based marketing, to ne rabimo. Okay. Ne. Verjetno tudi malo odvisno od našega prodajnega portfelja, če imamo širok prodajni portfelj in imamo različno velike posle, bomo med prodajalci zbrali nekaj dela na ta velikih poslih za account-based marketing, kjer je pač mišljen za večjo prodajo, torej za večje posle ustvarjati. Verjetno tudi v marketingu, če je nekdo bolj, čeprav v marketingu lažje zberemo, ampak zberemo tiste, ki štekajo vsebino, ki razumejo ta poslovni del, jasno je pa tudi to, ja, morajo imeti interes in upanje, oziroma razumeti, da je to, kako to gre. Tako. Ok, drugi korak je bil ICP oziroma iskanje torej te seznama akauntov, ki jih bomo nagovarjali. Tako je, treba je si zamisliti, se pravi, kaj so za nas neke idealne stranke, in čist po nekih, kako bi rekla, lastnostih. Podjetje je take in take velikosti, ima toliko prometa, je v tej industriji, ne vem, na tak način, čistko iz tega praktičnega vidika, ker če si na tak način zapišeš, kakšno je tvoje podjetje, pa greš lahko na poslovne imenike, kot je Busy in podobno, in dejansko poklikaš, evo, tale podjetje me zanimajo, dobiš ven, evo, to so tvoje potencialne stranke. Niso zdaj vse, zato še zmeri pol malo pregledaš, ampak pač na tak način. Ja. Ampak zdaj, da jih zbereš, podjetje ponavadi ve, kdo so njihove stranke, ampak zdaj, kaj pa res idealna stranka? Kako si lahko pomagaš, da prideš do idealnih strank, mogoče? Ja, lahko pogledaš, kakšni so bili tvoji, ne vem, najboljši posli v zadnjem letu, kjeri so tisti, kakršni bi si želel, da bi še prihajali.
Lahko pogledaš, ne vem, kdo recimo že obiskuje tvoje spletne strani, mogoče so to so očitno ljudje, ki so prepoznali nekaj v tebi, pa morda še niso tako daleč, da bi postali tvoje stranke. Čist drugače se mi zdi to en tak zelo lahek korak, ker po mojem, če vprašaš prodajo, oni točno vejo, to so taka podjetja. Mi najbolj uspešni smo točno pri takih podjetjih, v tej industriji, tako. Tako da jaz bi v bistvu najprej šla do njih, pa bi rekla, kakšne podjetja bi vi radi, a ne? Pa bi pa šla nazaj kakšne druge variante iskati, kaj še, a ne, bi bili naši kriteriji. Ok. Pa rečemo, da smo iz Bizija zbrali znam kontaktov, ki ustrezajo torej tem demografskim ali pa kakorkoli opisom. Kako pa zdaj izberemo? A so to zdaj že vsi naši target accounti ali še kaj izbiramo? Mislim, jaz bi se sam tako, lahko bi bili vsi, a ne? Ampak se mi zdi pomembno, da začnemo vsem z dovolj majhnim naborom podjetij, zaradi tega, ker če je to nekaj novega, nekaj, kar bomo delali na drugačen način, pol ne začeti s 1000 podjetij, ker ne, kako bomo to. Tako da dajmo zožati ta nabor na res nekih, ne vem, 10, 100, kaj pa vem, odvisno od tega, koliko ljudi bi na tem delali. In od tam gremo pol naprej. Začneš z majhnim, pa pol, ko to upelaš, pa lahko razširiš ali skalaš na več. Ne? Ja. Mi jih potem še damo včasih v nivoje ABC, čist glede na neko potencialno vrednost in take stvari. Cool. Pol naslednji korak je bil, da se sestavil načrt za te target accounte. Kako to zgleda? Načrt bi bilo... Ali pa čist mogoče par primerčkov, če imaš, ne vem... Ja, kaj ti laži? Sorry. Ne vem, načrt je v resnici to, ne? Kako bomo prišli do nekoga, pa s kakšno vsebino bomo zdaj nagovorili. Ne? Se pravi, prej sva govorila samo o podjetjih, mi moramo prej tudi določiti, kjero točno osebo bomo nagovarjali. Ne? Se pravi, tako kot sem že prej povedala, kako bomo prišli do vsake te posamezne osebe, s kakšno vsebino jo bomo nagovorili. To je ta korak, basically. No. Je pa najbolj mogoče kompleksen in obsežen korak, ne? Ker je potrebno pripraviti. Ok. In ta del, torej, kdo so te osebe, to pri nas to je, ker največkrat po LinkedInu iščemo. Torej. Kdo je v posameznem podjetju vodja prodaje, kdo je vodja nabave, kdo je, ne vem, direktor IT-ja. Vse te vloge, ki nas zanimajo, ki smo jih prej definirali, da jih rabimo vključiti ki so vključene v proces nakupa. Ne? Tako je. Ok, zdaj imamo načrt. Pomno pa zdaj verjetno kaj? Pripravite vsebine. Ali pa kjer vsebine rabimo za tak načrt? Mislim, ne bi rekla kjerkoli vsebine, ne? Kar si, ne vem, kar nam je v navadi pripravljati. Ne? Lahko začnemo s članki, lahko so to e-booki, lahko so to razne raziskave, lahko so poročila konkretno za neko podjetje, ne? Lahko je personaliziran landing page, lahko je pa nekaj, kar mi že pripravljamo, kar bomo sam prilagodili za te ljudi, ali pa persone, ali pa kukarkoli jih imenujemo. Ne? Se pravi, ni toliko bolj kakšna vsebina, ki nagovarja neke njihove izzive, ne? V kakšni obliki pa zdaj malo tega, kaj nam je bližje in kar nam je v mejah zmožnosti. Verjetno ne bo šlo vsako podjetje pripravljati podcast, to ni smiselno, če ga pa imamo, pa super, dajmo uporabiti to, dajmo z določenimi ceki ali pa z tem, da rečeš nekomu, daj pogledajo 10 do 15 minute, dajmo to uporabiti in pač s tem nagovoriti ljudi. Ok. In to zdaj naredimo za vsak account posebej ali za neke segmentke? Ja, mislim, zdaj, v idealnem svetu bi res naredil za vsak account posebej nek načrt. Začnimo pa s tem, da naredimo za neke segmente ali pa vsaj za neke industrije, dajmo čim bolj ložati, da pridemo do čim bolj personaliziranih načrtov za posamezna podjetja. Ok. In pol to začnemo izvajati? Pa to začnemo izvajati, pa tukaj je pa res, tukaj pa pride, če smo prej zelo bili na tem delu, kaj veliko tega pripravi marketing, tukaj pride res pol prodaja v ospredje, ker pač je treba navezati prve stike in to lahko naredijo prek LinkedInov ali pa nekih digitalnih omrežij, ali pa pač čisto klasično, tako kot nekoč, da grejo na neke dogodke, kjer se zbirajo njihove potencialne stranke in jih tam probajo nagovoriti. Tako da to je ta prvi korak, ki ga je treba narediti, pa še naslednji korak, ki pa ni vmes nobene ločnice, ki je pa pač, ko pa imaš prvi stik, pa neguj ta
odnos, do tega, da boš prišel do prvega sestanka. Ni pa to, da vse to naredi prodajnik sam in ročno, glih tukaj je ta lepota account-based marketinga, da vmes pa lahko spustimo kakšno sekvenco avtomatiziranih sporočil, ki deluje, kot da je prodajnik sam napisal in da govori direktno drugi osebi in si na tak način lahko pomagamo, da lahko nagovorimo veliko več ljudi. Cool. Zdaj si probal malo zvizualizirati ene ključne točke. Sprav, si osredotočen, podjetje je osredotočeno na nekoga, pa gre na tistočen dotično osebo v določenem podjetju oziroma odločevalce, jim personaliziraš, personalizacija zelo točno to, kar pač oni želijo slišati, oziroma te njihove pain pointe iz njihovega job profila, se pravi, tako sekla. In to pa naprej še v bistvu gradiš nek odnos. Odnosi vemo, da ustvarjajo dolgoročno najboljši posel in priporočila in tako naprej. Ok, to se meni zdi zdaj tako, da to na roke zelo težko delaš. Tako da, Andrej, kaj pa rabiš tako tehnološko, da se tega ABM-a greš na tak način, recimo, kot je Darja opisala? Ja, to je ta del, po mojem, ki smo ga začeli. Kaj pa lahko zdaj, ker lahko stvari avtomatiziraš, kaj lahko dosežemo. Torej, rabimo. Osnova je nek CRM plus marketing automation. Zdaj, marketing automation zaradi tega, ker da bomo delali ta del, če rečemo inbound marketinga oziroma celega tega content marketinga, ki ga je tukaj veliko, ker je pač treba nagovarjati z neko konkretno vsebino, ki odgovarja na izzive ali pa probleme, ki jih imajo posamezne persone. Drugače pa na tem, torej v segmentu ABM-a res veliko nekih orodij, ki jih lahko uporabljamo. Torej, omenila si že LinkedIn, torej eno primerno orodje in za research leadov in potem za nek lead generation oziroma nagovarjanje teh leadov. Tukaj imamo par orodij, mislim, spet kar nekaj toola obstaja, s katerimi si lahko to olajšamo, izboljšamo, avtomatiziramo, torej tle smo, ne vem, en tool je Scrabin, en drug je Dripify.io, skratka, ki ti pomagata avtomatizirati, kjer ti rečeš, torej, kjer se bo avtomatsko zgodil request nekomu, mogoče z nekim personaliziranim nagovorom, ko te bo on sprejel, mu bo avtomatsko sistem polajkal nek post, napisal neko prvo sporočilo, skratka, avtomatiziral delo prodajalca. Ena zelo velika platforma, če se pomaknem naprej za izvajanje ABM-a, je Demandbase. Oni podpirajo od tega, da analizirajo, kaj se tebi na spletni strani dogaja, do tega, da zgradiš ICP-je in jih tagaš in označuješ, do tega, da potem tem ljudem delajo tudi oglaševanje, čisto targetirano na podjetja. Zdaj, to je res platforma, ki se gremo ABM v velikem, torej tam, kjer je kjer imamo 100 target accountov, če jih imamo 10, ni primerno. Potem so orodja, ki so primerno v B2B marketingu, kot je Clearbit, ki ti oplemeniti podatke podjetja, ali pa enkrat smo uporabljali en tool, ki se imenuje Bombora. Sem mislil, da ima Demandbase tudi to funkcionalnost, ki ugotavlja, kateri ljudje, torej, kaj ljudje, ki so na tvoji target listi, raziskujejo o tebi ali pa o tematikah, ki jih ti pokrivaš, oziroma v drugo smer, ti se subscribaš na neke topike, ki jih ti pokrivaš, v smislu, mi prodajamo CRM in zdaj ugotavljamo, katera podjetja trenutno kažejo nek interes za te teme. Ena stvar, ki jo recimo tudi mi uporabljamo, je sistem za podpise v mailih, kjer spet, če je to nek napreden sistem, to ne pomeni samo, da imamo vsi urejene podpise, ampak da lahko spode recimo banerčke personaliziramo glede na prejemnika in potem nekomu pokažemo oglas ali pa banner za nek webinar, ki ga delamo nekomu drugmu, ki je mogoče že naša stranka, za nek drug dogodek v živo, ki ga bomo imeli za stranke in tako naprej. Kratka, orodje tle res veliko, je pa mečkam odvisno, na kakšen skalu to počneš. Zdaj, po mojem, naslednja stvar, ki jo moramo, ki smo tudi že mečkam načeli, ampak vsakič, ko se nečesa lotaš, saj imamo pač korake, po katerih gledaš, ampak pridemo do nekih izzivov. Kaj so tisti izzivi, na katere se lahko že vnaprej pripravimo, Darja? Mislim, prvi izziv ali pa tak največji izziv, ki ga podjetja vidijo, je po mojem v tej personalizaciji vsebine. Veliko se govori o personalizaciji, ampak se tako, ko si me ti prej vprašal, koliko res personalizirati je potrebno. Zdaj, medva si lahko to ful različno predstavljala. Lahko si jaz predstavljam, da moraš čisto za vsako osebo pripraviti svojo vsebino, lahko pa si predstavljava tako, da
bomo vzeli neko vsebino, pa bomo sam nagovor spremenili, ali pa bomo pripravili neko poročilo za podjetje, pa bomo to pol pač različno razpošiljali in nagovarjali ljudi. Pri tej personalizaciji vsebine se mi zdi kar velik izziv, ker si ljudje ne znajo predstavljati, kaj danes že lahko ti tehnologija pomaga narediti, da ni treba vse sam ročno in za vsakega posebej napisati na novo. Ne. Ta izziv. Potem drugi izziv je čist tak človeški, se pravi, med prodajo in marketingom, ki sta nujna za ta pristop, da je uspešen. Ponovadi ni neke take prave kemije, se mi zdi, da tako vsak malo podcenjuje, morda prezira ta drugega, vsak vidi, v čem je on dober, pa ne priznava čisto nekih dosežkov ta drugih ekip. In pa je težko skupaj delati, ker tukaj pa res, če se oba skupaj ne dogovorita, je tole najin skupni cilj, ne pa to je moj vrtiček, to pa tvoj, pa tole ne bo uspešno. Tretji izziv je ravno ta razširitev na to, da ne ostaneš na 10 podjetjih, ker če bi rabil dobiti sam 10 podjetij, potem res mogoče ne rabiš vse te tehnologije, ampak naredi to na roke, se prodajniki to čist intuitivno že delajo. In kako zdaj res skala, da boš lahko to uporabljal za 100,000, to, kar jih ti želiš nagovoriti podjetji oziroma ljudi. Zadnji izziv pa mogoče v tem, se mi zdi, da vsi danes se strinjamo, v B2B razumemo to, da če smo si zadali, da to so naše neke ciljne stranke, take si želimo dobiti, želimo si jih, ni tako, da ne, izberemo samo tiste, ki nam zgledajo najbolj mikavne. Ampak trg nas kar uspe nekako premamiti v neke druge vode, to se tudi na Frodixu dogaja, kar nekako vidimo tam nekje druge neko priložnost, nismo najbolj fit, ampak ne bi jo radi izpustili, zdaj bomo pa kar veliko fokusa dali v to. Mogoče nismo bili najboljši fit na koncu, ampak hiter nekega prodajnika, zavede ali pa neko ekipo malo zavede, pa ta fokus na te stranke, ki smo rekli, to je naš ta kor, to bomo šli nekako kar malo zvodeni. Ja, se strinjam, da po podjetjih včasih tako, sploh prodajniki imajo neprodajne številke, pa vidijo, zdaj tega, nekdo se mi je, tole bomo zdaj zaprli hiter in pol, ampak škaj, v bistvu en korak je še prej, si rekla, da imate marketing pa prodaja tako usklajene cilje, Pa vemo, da to se ne morajo vedno strinjati, pa prej smo rekli, da imajo pomisleke, da jim dobre lide pa to peljajo. Zdaj recimo imaš te delavnice, priješ v podjetje, ko se lotaš tega, poseješ jih za isto mizo, prvič mora biti ta mindset, da ni vseh teh skeptikov pa vsega, ampak tudi te, ki so, kako se tega lotaš? Ja, mislim, že preden pridem v podjetje, v bistvu probam zagotoviti, da res pridajo vsi na te delavnice, zaradi tega, ker kakorkoli pogledaš, nas nekdo angažira, pa je to lahko marketing ali pa nekdo iz prodaje, in ni nujno, da vključi vse, ker mislijo, vse to je za mene, to je za mojo ekipo, tako da najprej, da res pridajo. Pa druga stvar, ki pa se mi zdi, da najbolj deluje, je pa to, da jih navdušaš na tem, kaj bi lahko dosegala. Zaradi tega, ker ljudje, ki so navdušeni in imajo voljo in imajo zagon, bojo šli skupaj naprej. Če so tukaj, če imajo ful slabe odnose, pa pač tudi, če jih navdušam, vsakega posebej ne bomo uspešni. Ampak če jih navdušaš, pa imaš saj dobro neko izhodišče, zdaj pa oni pa vsem se morajo med sabo nekako dogovoriti, to je najin skupni cilj, medva bova skupaj šla v to in vsak mora dosti dobro razumeti, kaj bo on doprinesel, kaj je njegova vloga, kaj pa od nekoga drugega, se pravi, medva se morava strinjati. Ti mi povej, kakšno vsebino rabiš, jaz ti jo bom pripravila, ti boš pa vzel, pa boš pa ti naprej pošilju te pravim ljudem, ali pa boš ti, jaz ti pripravim sekvenco, sam ti jo aktiviri, ko bo ta prav trenutek. Tako da se mi zdi tudi to pomembno. Oba dva razumeva, kako bova prišla do tega cilja, kaj je vloga od vsakega, sva pripravljena, gremo. Ok, cool. Še eno vprašanje, zdaj, ki si
GDPR, pa ABM, pa te stvari. Zdaj to vse smo razlagali, do posameznika prideš, pa točno njemu personaliziraš stvari. A rabiš soglasje, ali ne, mislim, ta večna dilema. A veš, Ja, GDPR je pač neka direktiva, ki nas v B2C-ju pač zelo ne omejuje, ampak zelo nas okvirja, v kako lahko in smemo komunicirati z potrošniki. A ne? V B2B-ju je pa vseeno malo drugače. V B2B-ju nam je več možnosti odprtih. Če mi najdemo nek javno objavljen e-mail naslov, potem ga lahko uporabimo. V B2C-ju, moj e-mail mogoče lahko najdeš kje, ampak kar glej ga, nič ne smeš z njem narediti. V B2B-ju pa lahko uporabiš ta javno objavljeni e-mail naslov. Vseeno naši data protection officerji pravijo, da si še print screen nared za vsak slučaj, zaradi tega, ker lahko se ti kdo pritoži, ampak ti, če imaš dokaz, da je bil ta e-mail javno objavljen, imaš argumentacijo, da si ga lahko nagovoril. Tudi ne samo neko info, ne samo nek infomail, ampak čisto konkretno darja.graberšek@frodnix.com. Če je javno objavljen, lahko uporabiš in lahko direktno kontaktiraš. Še zmeri pa mi v teh nadaljnih aktivnostih bomo predvideli neke konverzijske forme, da bomo tudi od tega človeka dobili soglasje. Mi si vseeno želimo tukaj kar nekaj časa to uporabljati in ne bomo kar z tega spustili, ampak za začetek pa čisto dovolj. Plus stvar, ki je pomembna, odjavo moraš še vedno omogočati. Torej, tukaj GDPR ali pa kakorkoli ta stvar še vedno velja. Če se ti nek B2B kontakt odjavi, ga potem ne smeš reči, da si ga pa še enkrat najdel. Ja. Zdaj, stvari tečejo, kako zdaj meriti učinkovitost, uspešnost? Ja, jaz bi to razdelil na dva dela. Eno meriš v tem, koliko si bil uspešen pri privabljanju teh kontaktov, pa drugi del bi metrike potem zasnoval na spremljanju, se pravi, tvoje interakcije z odločevalci, se pravi, kaj se tam dogaja, koliko je te intenzitete. In zdaj, če gremo na ta prvi del, se pravi, privabljanja, te zanima, koliko smo imeli nekih obiskov na določene strani, kakšna je bila konverzija, kakšen je bil strošek konverzije, koliko recimo si nekih kontaktov pri target accountov v bistvu uspel zakvizirati. In zdaj na drugi strani, če rečemo, kako si pa zdaj uspešen s tem, kar delaš, je pa kako se po prodajnem lijaku pač premikajo te kontakti, koliko hiter zaključuješ recimo posel, koliko hiter generiraš neko priložnost od nekega prvega stika, koliko prihodkov si ustvaril s temi target accounti, kakšna je povprečna vrednost posla, se pravi to pa tiste neke metrike, ki smo jih prej na začetku rekli, da so zelo pomembne. Zdaj vse to, kar sem naštel, je tako, po mojem si zdaj zamislil, kdo kakšen Excel rabiš, pa to, da moraš pa to še vedno z njega sistema izvoziti, ampak te bo malo vrnil žogco nazaj. A ti to lahko sistem, ki že pomaga te mogoče kakšne te stvari odreši pripravljanje teh reportov? Ja, prej sem rekel, torej nek CRM marketing automation, recimo mi pač zato uporabljamo HubSpot, torej ki nam rešuje tako marketinške procese kot prodajne, torej vsi podatki so v enem sistemu in jasno lahko tudi vse skupaj poročamo na nivoju target accountov, torej na nivoju teh podjetij, ki smo jih zbrali in dobimo vsa poročila samo za te in potem lahko tudi jasno delamo primerjavo, ker če se lotimo nečesa, bi pričakoval, da bojo zdaj te dili mogoče hitrejši oziroma tako, kot ste prej v statistiki rekel, da bojo te dili nekoliko večji, vse to moraš jasno spremljati, Tudi zdaj prej nisem šel v detalje, ampak torej, ko imamo mi enkrat nek account zbran, gor vse vloge, ki so nam pomembne, ker potem spremljamo, kaj se dogaja na spletni strani, tudi vidimo, a je bil kdo iz tega podjetja pri nas na spletni strani, kaj počel, potočkujemo lahko vse te stvari, naredimo potem ne samo contact score, ampak to tudi združimo v account score, torej en kup stvari je, kjer še ugotovimo, kdo je bolj zrel, koga najprej nagovoriti in potem spet na ta način si povečati možnosti za uspeh. Orodje pri ABM-u je skoraj nujno, sploh tudi zaradi povezovanja res marketinga pa prodaje, ker tako, kot si rekla, torej, prodajalci dobijo neke vsebine od marketinga oziroma jih morajo tudi poznati, razumeti, da vejo, v katerem trenutku kaj uporabiti, ker en del ali pa velik del komunikacije, tiste, ki jo ne avtomatiziramo, morajo še vedno oni peljati in uporabljati materiale, ki jih je marketing pripravil. Tako da neko informacijsko orodje je res nujno.
Zdaj, a bi zaključili s par idejami ali pa mogoče kar z nekim konkretnim primerčkom, Darja, ti imaš enega? SaaS startup se mi zdi, da je naredil nekaj takega simpatičnega, mislim, simpatičen ni prava beseda, takega gverilskega, to bi bilo tebi všeč, Gorazd. Zaradi tega, ker kaj so oni naredili, oni nagovarjajo podjetja, ki servisirajo programerje, se pravi, to niso podjetja s programerji, oni delajo za podjetja, katerih stranke so programerji. Ne? In kaj so oni naredili? Oni hodijo na sejme za programerje, se pravi ne za njihove stranke, ampak za programerje. Ampak te stojnice na teh sejmih so pa direkt njihove ciljne stranke, ki servisirajo programerje in oni se prav želijo priti do teh ljudi na stojnicah, do razstavljavcev. Preden grejo na neko konferenco, pogledajo, kdo bo razstavljalec na tej konferenci, to so itak sponzorji, ne, so napisani na spletnih straneh dogodkov in se skrbno pripravijo, točno vejo, šli bomo do teh določenih podjetij, ki so na naši target listi, pripravijo za njih personaliziran pitch in pol hodijo od buta do buta in pač predstavljajo to svojo ponudbo in na tak način so pridobili že ful velik strank. To se mi zdi tako cool, ker je nek tak drugačen pristop. Ne? Ampak kar bi iz tega rada nekako povzela, ali pa kar se mi zdi, da bi bilo fino, da bi vsak poslušalec, ki dela v B2B, odnesel od tega podcasta danes je, da ni treba jeti po vseh teh 5 korakih in to strategijo zdaj upeljati v nulo, od A do Ž. Ampak lahko narediš eno tako taktiko, se pravi, daj, zamisel si, to so tvoja ciljna podjetja, pa naslednjič, ko delaš nekaj, kar ti itak delaš, naprimer organiziraš nek dogodek, poskrbi, da bojo res ciljne stranke prišle na ta dogodek. To pomeni, bodi si neke nove stranke, ki si jih želiš pridobiti, bodi si obstoječe stranke. Med obstoječimi strankami je velikrat neizkoriščen potencial, pač so, z njimi se ne ukvarjamo toliko veliko, ampak med njimi bi lahko bile čist ene stranke, ki bi nam bilo v interesu in imajo potencial, da jih upsellamo, da z njimi naredimo ful več, se pa pač z njimi zdaj ne ukvarjamo. Se pravi, predlagam, da vsak malo razmisli, kaj od tega bi lahko vzel in v svojem običajnem poslu med mogoče obstoječimi strankami upelje eno od teh tehnik in že na tak način bo naredil prvi korak. Potem pa od tega naprej mogoče do res nekega account-based marketing pristopa v celoti. Ja, meni se je to cool. Mislim, raziskoval sem mogoče glih to, kako malo to uriniti, čisto par konkretnih idej. Torej, mi imamo že mogoče neka industrijska poročila ali pa karkoli podobnega, tam je treba mogoče sam nek nagovor dodati, ki je čist personaliziran. V vašem podjetju pogledajte si te stvari, ne? Ali pa to, kar si rekla, imaš neke dogodke ali pa mogoče webinarje, sploh webinarji, ki so neki nadaljavo, recimo, ki ne moreš nekoga v živo dobiti, pa ga malo pogostiti. Ena ideja je, pošlji mu bon za 10 evrov na Voltu, da si privošči kosilo med tem, ko bo spremljal webinar. Ali pa paketa kokic pošlješ za mikrovalovko po pošti. Te fizične stvari se mi zdi, da naredijo nek ta drugačen customer experience. Nekdo se bo drugače počutil, kot bolj osebno bo vse skupaj. Ne vem, par idejc, če bi recimo kdo nastopil na imaš dogodek, ki ga delaš skupaj s strankami, spet recimo, da je online, pošlji mu kamero, da bo dobro izgledal na tem dogodku. Ali pa, ne vem, stranka, ki je štartala nek nov produkt, pošlji jim šampanjec, pa jim čestiti za to, da so oni nekaj novega štartali, pa rečeš, da z njimi skupaj to proslavljaš. Tako, so par stvari, kjer prodajalci tako spremljajo, kaj stranke počnejo, ali pa jih že zdaj vključujejo, ali pa vabijo na dogodke. Pa če smo takrat malo pozorni, da je to stranka, ki nam je pomembna, lahko naredimo tisto nekaj več, kar konkurenca zlepa ne bo. Ne? Super, dobre ideje. Kaj me sem zanima, sem še čist za konc. V prejšnji epizodi se dosti govorila o vseh novostih, ki jih AI prinaša ali pa nekih teh trendih. Pa vemo, da pač ta AI se tudi v, rečemo temu, sales procesu dosti vključuje, pa verjetno tudi v ABM, tako da ne vem, no se tudi Darja ti,
kje imate recimo kakšno idejo ali pa tako razmislek, kje se bo recimo ta AI dost lahko hitro začel uporabljati v IBM-u, pa mogoče ta proces, ki smo ga danes govorili, ali poenostavil, da bo to zanimiv tudi za mogoče manjše posle, ali pa v bistvu pohitril na drugi strani. Meni stvari, ki so, se mi zdi, da bo to, kar smo zdaj delali v IBM-u na roke, za tistih top 10, 50 strank, nam IBM omogoča, pa tudi automation že prej, da to delamo pa kar za skoraj vse naše stranke. Ne? Torej, rečemo neki te generirani nagovori, torej ne bomo imeli sekvence napisane za posameznika vnaprej, ampak bomo kar AI opustili, da to naredi. Ne? Zdaj, že imamo par takih primerčkov, kjer v smislu dobimo nov sales qualified lead, ki ga prodaja pogleda, HubSpot ti pa kar že napiše, kako zdaj nek osebni outreach narediti, glede na to, kaj so bile neke zadnje aktivnosti, ki jih je nekdo počel. Potem je čist, ne vem, lead research je tudi ena taka stvar, torej kako se pripraviti na sestanek. Ja, pogledaš kartico v CRM-ju, ampak ti v CRM-ju nimaš vsega, ne? Torej je še neko raziskovanje, kaj je vloga te osebe v podjetju, kaj so mogoče neki projekti, ki jih počne, pol neka ne vem, naročnina na novice okrog tega podjetja, kaj se jim dogaja, tako da priješ ali z nekim small talkom na sestanek, ali pa z nekimi konkretnimi stvarmi, ki jih želiš izpostaviti spet, da se bo nekdo boljš počutil. Marsikaj od tega lahko naredimo ali direktno v HubSpotu, s chatbotom, torej s tem njihovim AI chatom, lahko si pomagamo s ChatGPT-jem, oziroma s katerim koli chat, oziroma GPT modelom, ki je povezan na splet, ker mora pač jasno pogledati neke novice, da te stvari izlušči. Ne? Tako da se mi zdi, AI bo jasno, tako kot posod bo malo posud, obstaja tudi pri generiranju, pa pripoznavi, pa enrichmentu je en kup enega AI-ja, kjer so pa vsaj par toolov, ki sem videl, zelo previdni pri vstopu na evropski trg, no? Ravno zaradi na eni strani GDPR-a, pa na drugi strani vseh teh AI direktiv, ki prihajajo. No? Darja, imaš ti še kakšno idejo? Ne, v bistvu bi sam povzela, kar smo mogoče že povedali malo prej, pa zdaj, a ne. Če smo prej rekli, okay, ali pa zdaj Andrej rekel, pripraviti vsebino, narediti research stranke z nekim drugim, mogoče ne, nima veze, orodjem, narediš connection, invite, narediš like na nek post. Mislim, v resnici bo zelo malo ostalo za nas za narediti. Mogoče res nam orodja že toliko, ali pa tehnologija že toliko omogoča, da na koncu bo treba sam poklicati tega človeka, pa itak, treba bo iti na sestanka, ne, ampak pač ful blizu smo temu, da bomo velik del lahko naredili s pomočniki. No, saj to ni toliko narobe, ne. Če na drugi strani posel želiš zaključiti vedno z osebo, ne, in sam ti boš res vedel, kdaj moraš koga poklicati, to mogoče pa ta del, ki si malo odlašal, ki si kakšno ponudbo delal, pa nisi koga kontaktiral, pa čaj nam iz tebe naredil, a ne si postal bolj učinkovit, zdaj ok, pustimo zdaj to, je to vse v redu ali ni. Zakaj tako negativno, Gorazd? Meni se zdi to ful super. Ja, zaznal sem dvom v tem delu, da AI nadomešča vse. Ne, meni je to fascinantno. Koliko hudo, da smo že toliko blizu tega. Andrej, mislim, da bo ena epizoda naprej. Ali AI zamenja in tako ljudi in tako da. Mogoče plah naslednjič povabila v goste, ki prije ta ChatGPT nov, pač kot sogovornika. Kar ChatGPT 4 voice model, ja. Pa intervju z njim. Tako, to bi bila prva, ki bi gostila v podcastu AI. Ja. Hvala za idejo. To mi je ideja. Bo videla, če bo objavila to epizodo. Mogoče ne, tudi kaj vpraša. Tako da tudi, Darja, hvala, ampak jaz bi res pozval, da kaj vprašate. Še enkrat, frotspika.com/vprašaj. Majice so res fajn, poletje prihaja noter, vroče bo. Želite mi to kratko majico, tako da dajte kaj vprašati. Ja, se od prejšnjič, ko so dala nekaj vprašanj, mislim, ko so rekla, da pripravljava neko Q&A epizodo, nekaj vprašanj že prišlo, ampak nekaj mava še majic, tako da. Super, ok. Hvala vsem za poslušanje. Dajte nam komentar na Spotifyju, na Apple Podcast, na YouTubeu, pošerite ta podcast, če vam je bil všeč. Hvala Gorazd, hvala Darja in se slišmo. Čau. Čau. Čau.